zgodnje odkrivanje lubadarja v gozdovih. Do te ideje smo prišli pa striktno iz nekih takih hitrih izračunov številk, ne, torej kakšne so škode v gozdovih, kdo jo povzroči. Ugotovili smo, da lubadar, 3 milijarde škode vsako leto naredi, če to preračunamo na vrednost lesa v Evropski uniji. Da so napadi od Češke, Slovenije, pač vsaka država, noben izvzet iz tega, in da zaradi klimatskih sprememb se v bistvu ta pas lubadarja v bistvu vedno viša in že Finska že poroča, ne, da imajo težave. Ne. In se nam je to zdel v bistvu tak dober problem, ki bi ga teklali. Ne. Moj uspeh z Mitjo Segajem. Sponi in padci, predvsem pa izkušnje. To je Večerov podcast o dragocenih lekcijah. Za posel, za življenje. Ja, pozdravljeni v novi epizodi Večerovega podcasta Moj uspeh. Globoko smo že zakorakali v to novo leto, ampak ostajamo zvesti tematikam, predvsem pa zvesti publiki. Hvala, da nas spremljate. Ne pozabite se na podcast naročiti, da ne boste zamudili naslednje epizode. Sva bomo veseli tudi vseh komentarjev, kritik, predlogov, koga bi še želeli videti tukaj, ampak danes se posvetimo gostu, ki je danes z nami v studiu. To je podjetnik, startuper in ne več startuper, ampak tudi še vedno startuper, Blaž Jakopin, Priot, Jolanda. Če zdaj nizam imena, mogoče ne bo vsem tako jasno, ampak verjamem, da bo tekom pogovora se razjasnila. Dobrodošel v studiu. Hvala za povabilo, Mitja. Z veseljem. Se veš, ti si skozi nekje na radarju, ko govorimo o mariborski podjetniški sceni. Zdaj si že v bistvu kar izkušen, si še startuper ali nisi, povej? Večni. Večni, ne gre to iz tebe v bistvu, ne. Priot je bila prva resna zgodba, ne? V bistvu. Ja, z Priot smo začeli, ja. To je bilo prvo podjetje. Ja, tisto podjetje je v bistvu preraslo iz startup ideje, no. Je preraslo v neko agencijsko zgodbo. Se mogoče preraslo, ni najboljša ideja, ne. Ni najboljši izraz, ampak dejstvo je, da smo tam pač pofejlali svojo idejo, ne, in smo se naučili vse, kar smo se lahko, in smo potem kot neki preporod naredili kot agencija. Ne. To je, da zdaj delamo večinoma agencijsko na Priotu. V drugem podjetju Jolanda, to pa je v bistvu tako visokotehnološko podjetje, ki se ukvarja z obdelavo satelitskih slik, in spremljamo v bistvu gozdove, napovedujemo izbruhe lubadarja na osnovi multispektralnih slik. In to podjetje pa je startup v pravem pomenu besede. Ne, mogoče, če bi ga celo opredelil v te neke moderne standarde, je bolj deep tech startup, ne, kjer je mogoče malo bolj tehnologija pomembna kot pa sam go to market, ker pri nas go to market je zelo jasen definiran, se pravi, mi delamo za B2G biznis, naše produkte ali pa naše storitve večinoma so primerne za države, za ministrstva, in ja, torej v tem kontekstu. Specifika, to se še bo malo o tem. Dajva se k začetku govoriti, ker se mi zdi tako romantično, ste vi to zgodbo na Priotu začeli, ne. Pomembno se mi zdi, da omenjava tudi zato, ker smo Slovenci na nek način pa že od nekdaj, ne, zdaj seveda s familijo Prevc, ampak tak skakalni narod, ne, smučarski skoki, to je bila ta neka vaša romantična ideja, kako boste uspeli. Zdaj to nam malo razloži v bistvu, ker na nek način to še živi, pa boš povedal v bistvu v kakšni obliki, ampak tak se mi zdi, da je mogoče res fajn, da poveš, kako ste sploh prišli na idejo in kakva je ta ideja bila. Ja, zelo dobro ste povedali, da je bila zelo romantična. Pravzaprav, ko smo začeli, midva z soustanoviteljem sva bila mlada raziskovalca v laboratoriju za robotiko v Ljubljani, in tam smo
pač se ukvarjaš z raziskavami, razvijali smo neke svoje senzorne sisteme itd. In mi dva smo ves čas, ko delaš v bistvu doktorat, te ves čas nekaj srbi, da bi rad naredil nekaj aplikativnega, ne? Da ne bi sam pisal članke, da ne bi sam delal raziskav, ampak da bi nekaj bolj aplikativnega naredil, ne? In mi dva sva takrat že malo tak iskala, kaj bi lahko, in se je pojavila neka priložnost. V bistvu moj soustanovitelj Grega Logar, njegova sestra je bila Eva Logar, ki je pa bila skakalka. In bila tudi, mislim, da celo na olimpijskih igrah, v smučarskih skokih. In takrat je prišla neka informacija do Grege, da Planica išče en sistem za analitiko, ki bi pomagalo slovenski reprezentanci v bistvu izboljšati neko konkurenčno prednost pred ostalimi pridobiti, ne. In je to takoj zagrabilo, mi smo kar zastrigla z ušesi in sva šla na sestanek k Jelkotu Grossu na Nordijski center in tam so nam razložili v bistvu, kaj zares njih zanima, ne. In ta sistem, ki bi njih zanimal, ne, je bil praktično cel analitičen sistem za merjenje performansa med treningi, ne. Torej nek 24/7 sistem, ki je na skakalnici v Planici in meri od vetrovne kompenzacije do hitrosti, dolžin, praktično vse, kar je možno, se pomeri in se zabeleži, in potem imajo trenerji v bistvu vpogled v realne rezultate športnikov, ne, ker pri smučarskih skokih, to, kar ti gledaš na televiziji, ko ti tiste točke zračunajo, pa to, ne, to v bistvu je samo na svetovnem pokalu, ne. Nobena skakalnica tega nima on-premise, ne. To je v bistvu ena švicarska firma, ki potuje skupaj z svetovnim pokalom in grejo od skakalnice do skakalnice, zmontirajo, odmontirajo, grejo dalje, ne. In to je ena firma, ki to dela v Evropi, v bistvu dve, no. Ena za nižje tekme, ena za više tekme. In oni so to hoteli imeti 24/7 na svojih skakalnicah, da bojo trenerji in skakalci v bistvu imeli ves čas vpogled v realne rezultate, ne. Ni se seveda tako romantično išlo, kot je bilo zastavljeno, ampak vi ste uspeli to zagotoviti, ne? Vi ste ta sistem dejansko uspeli spostaviti? Ja, mi smo jim to naredili. Zelo hitro smo ugotovili, da ni dovolj, da ti imaš tehnološko zanimivo rešitev, ne? Saj kot inženir si zelo ponosen na svoje delo in misliš, da se bo samo prodajalo, ampak v bistvu v poslu je pa čisto drugačno in ti moraš najprej razumeti dinamiko trga, kje so kupci, kdo so kupci, koliko so pripravljeni plačati za tvojo storitev, za tvoj produkt. Mi se nič tega nismo sprašvali, mi smo delali to, ker nam je fajn, tako si rekel, ker je bilo romantično, da bomo nekaj prispevali. In smo se imeli ful fajn, ko smo to razvijali, ne me narobe razumeti, ampak smo pa pocenili to, koliko v bistvu, ko se ta stvar zaključi, ne, kaj je pol step number 2, ne, ali pa 3, 4, 5, ne. Torej, kako živeti od tega, kako neko kontinuiteto zagotavljati, ne. In ko smo to probavali prodajati po ostalih nordijskih centrih po svetu, ne, ki jih je itak, jih lahko prešteješ na prste obeh rok, smo ugotovili, da prodajni cikl predolg, da so v bistvu sredstva vezana na neka javna sredstva in je tak zelo nestanoviten trg, da bi mi v bistvu poslovni model na osnovi tega zasnovali. Ne? Tako da se ni šlo, ampak praviš v neki obliki, vi za Planico ste to izdelali in še vedno v bistvu s Planico sodelujete z Nordijskim centrom in nekaj način, kaj vzdržujete v bistvu ta sistem oziroma ga še nadgrajujete? Trudimo se v bistvu vzdrževati. Sistem je zdaj že mogoče malo zastarel, ali pa, če rečemo temu, bi bil potreben ne prenove, ampak mi, odkar smo v bistvu začeli z njimi sodelovati, do danes še vedno zelo dobro sodelujemo. Spostavili smo kar nekaj drugih sistemov, tudi za smučarje, tekače, tudi neke meritve enih okoljskih vrednosti smo jim spostavili čez celo dolino. Teda z njimi v bistvu zelo dobro sodelujemo, so zelo, rečemo temu, oni so zelo iznajdljivi, radi delajo tudi s takimi podjetji, ki pač imajo neke inovativne rešitve, tako da sodelovanje je zelo korektno. Ja, glede tistega prvega sistema pa praktično ga samo vzdržujemo in smo ga nehali aktivno razvijati. No.
Kak je eno to spoznanje, recimo, ne vem, ob trg ste trčili, ne, če bi tako rekel, zadeli ste ob trg. Kaki so ti občutki, recimo, ko praviš, ok, zadovoljstvo, razvijali smo, naredili smo točno to, kar smo želeli, v bistvu verjetno si predstavljam tako neko ful osebno zadovoljstvo, da dosežeš ta cilj, to, kar si zadal, da vidiš, da to znaš, pol pa na trgu nekak ni interesa. Kako spoznanje to, kakšni občutki so to, recimo, ne vem, je to prelom moment bil na tvoji nadaljni poti? Mislim, bilo je kar nekaj teh težkih udarcev, ne. To je tako, pač tako, ko te punca pusti, ko si mlad, ne, pa te mal srček zaboli, ne. Isto je v poslu, ne. Podoben občutek je, ne. Se pravi, imaš feeling, da bi rad se narejš pustil, pa šel nazaj, neko varnost, tisto, kar poznaš, tisto, kar si že delal. Ampak zares so ti momenti v bistvu tisti, iz katerih se največ naučiš, če jim daš priložnost, ne. Se pravi, pogledaš, zakaj je prišlo sploh do tega, kaj si delal narobe, ker ponavadi vedno ljudje iščemo razloge zunaj, ne. Nikoli ne pogledaš sebe. In ja, če dovoliš v bistvu tem momentom, da so ti neka učna izkušnja, se lahko iz tega dosti naučiš. Moraš pa biti pripravljen, da je to bolečina. No? Težko je v bistvu pogledati idejo pa reči, tole pa si se slabo spomnil, ne? A pa veš, reči, tole bom pa zdaj pustil, ne? Američani pravijo, ne, take it behind the barn and shoot it, ne? Ker dobesedno je moraš narediti konec, ne? Ker če še vedno pol razmišljaš, pa mogoče pa bi tak, pa veš, nikoli ne padeš ven iz tega cikla, ne? Tako da na neki točki moraš sam si naliti čistega vina, pa reči konec. Ampak kdaj je ta točka? Saj veš, verjetno ti nikoli ne čutiš, da je ta moment, ko zdaj bomo pa to ubili, ne? Verjetno ne vem. Pa tudi dobro, za vaju recimo ni prišel, ker na nek način to še nekje živi, ne? Kje se pa potem zgodi ta agencijski moment? Očitno tebe to ni na stara pota speljalo, ne? Ker drugače bi zdaj bil verjetno, ne vem, profesor ali pa vodja laboratorija. Ti si ostal v podjetništvu. Ja, jaz sem si vedno želel, da pač delam, v bistvu, da ustvarjam sama pa v neki ekipi, predvsem pa, da delamo aplikativne stvari. To me je vedno veselilo. Zdaj, kje točno je pa ta točka preloma, ne? Težko rečem, jaz mislim, da vsak ima neko svojo točko. Meni je po tej izkušnji, jaz nisem hotel iti nazaj, ker sem videl, kako recimo neko tehnologijo smo lahko sproducirali, ne. Mislim, to mi je dalo neko samozavest, da če smo lahko to rešili, ne, tehnološko, pol v bistvu lahko še mnogo katero stvar rešimo na isti način. Tako da vedel sem, da nekaj imamo, da imamo talent, da znamo stvari narediti. Sam problem, ki smo ga imeli, je, da smo bili premalo podjetni ali pa da smo premalo razumeli, na kak način Mislim, vi ste bili v specifičnem segmentu, ne, ker pač to niso običajni potrošniki, če se pogovarjamo o zvezah, o nekih takih centrih, ker pač je tudi, tako kot si samo omenil, v bistvu neko financiranje zadaj zelo kompleksno, ne. Ja. Tako da to je bila tudi verjetno specifika, ne. Tako je. No in pol nekje na tej poti se zgodi Jolanda, ali se prej zgodi agencijska ta transformacija, recimo prijota v agencijsko. Vi ste to lahko meniva, ne, leta 2022, novembra, ste na tem znamenitem kasini Hekatonu, ki smo ga v Mariboru gostili, ste vi z Jolando in z idejo zmagali že, ne? To je zdaj že dobra 3 leta od tega. Tako je. Pa kako ste sploh do te ideje prišli? V bistvu se nas je nabralo par iz firme, par smo še zunanjih povabili, ki so bili pač tudi vsak talent na svojem področju, prodajniki, dizajnerji, pač vedno hočeš, za take stvari hočeš vedno čim bolj maurično ekipo sestaviti. Ja, in smo se čist za finto prijavili na Hekaton. Hekaton sam po sebi je bil prvič organiziran v Sloveniji in je že zaradi tega bila taka neka mikavna priložnost za nas. Nihče se ni ukvarjal z satelitskimi tehnologijami oziroma z
obdelavo satelitskih slik, no vse to nič drugega kot image processing. In se nam je zdela to v bistvu taka zelo spet iz onega inženirskega vidika se mi je zdela, gled, kakva dobra priložnost, ne. Imamo izkušnje zdaj že na trgu, približno vemo, ne, kak agencijsko delo poteka, kak narediš projekt, ne. Zdaj pa tu je ena nova tehnologija, ki pa je še ne poznamo, ne, pa se nam zdi zelo zanimiva pa atraktivna, ne. Dajmo iti sprovat, da vidimo v bistvu, kak ta trg zgleda, ne. In pa smo šli, ki to organizira v bistvu agencija za spodbujanje teh space related vesoljskih tehnologij. Tako je, vesoljskih tehnologij. ESA. Hvala, da si slovensko povedal. Mi še kaj rata. In oni imajo cel tak ekosistem, ki se imenuje Cassini, ne? Torej za spodbujanje tega podjetništva v vesolju. In skozi ta ekosistem imaš ti od inkubatorjev do takih dogodkov, kot so hackatoni, potem možnost tudi v bistvu nekih povezovanj, nekih matchmaking eventov. In je tako, se nam je zdelo zelo dobra odskočna deska za neko novo tehnologijo. In na tem hackatonu smo v bistvu delali na tej ideji zgodnje odkrivanje lubadarja v gozdovih. Do te ideje smo prišli pa striktno iz nekih takih hitrih izračunov številk, ne, torej kakšne so škode v gozdovih, kdo jo povzroči. Ugotovili smo, da lubadar, 3 milijarde škode vsako leto naredi, če to preračunamo na vrednost lesa v Evropski uniji. Da so napadi od Češke, Slovenije, pač vsaka država, noben izvzet iz tega, in da zaradi klimatskih sprememb se v bistvu ta pas lubadarjev v bistvu vedno viša in že Finska že poroča, ne, da imajo težave. Ne. In se nam je to zdel v bistvu tak dober problem, ki bi ga teklali. Ne. Dobro ste se, mislim, ne vem, da je nekdo sanjal malo v lubadarju, pa se spomnil. Vi ste iz tehnologije, ki jo znate, ki jo obvladate, v bistvu izhajali, ne, da bi lahko, kaj še lahko s tem naslovite? Koliko je prekrivanja v tej tehnologiji, recimo, ki je v Jolandi, pa v tem, kar ste delali, ne vem, že prej za... Zelo malo prekrivanja. Malo. Ta del je v bistvu bolj tak data science del, se pravi image processing, to so pač neke nevronske mreže, AI, torej kak ti natreniraš neko nevronsko mrežo, da ti glede na neko serijo slik, ne, zaporednih slik, ki jih ti dobiš, rečemo, od januarja pa do junija, kako ti na osnovi tega zračunaš nek model ali pa natreniraš nek model, ki ti potem na vsako novo sliko, ki pride noter, dela neko predikcijo. V kateri fazi je zdaj ta rešitev? Kje ste? Trenutno smo v fazi prototipa. Ravno kar zaključujemo v bistvu ESA projekt na to temo. Tale Evropska vesoljska agencija nas je podprla z enim projektom in smo ravno v zaključni fazi tega in cilj tega projekta je bil zgodnje odkrivanje lubadarja s pomočjo globokega učenja. In to točno to, ne? Se pravi, imaš neko serijo slik, natreniraš svoj model, zdaj pa predno ti uspeš natrenirati ta model, moraš v bistvu izločiti vse neke šumne dejavnike iz slik, ne? Torej od oblakov, ne? Ker to so dobesedno so to, kot da bi nekdo fotkal iz vesolja dol, ne? Čakaj, to so satelitski posnetki, to niso droni posnetki. To so striktno satelitski posnetki. Se pravi, imaš problem cloud coveragea, imaš problem nekih distorzij, imaš problem tega, da v bistvu vsak dan ne boš ti dobil slike, ne? Itak vsak dan ne moreš dobiti, ker recimo ti zastonjski sateliti, ki so Sentinel-2 od Evropske vesoljske agencije, imajo čas preleta, ne vem, vsaki 4-5 dan, ne? In potem ti upaš, ne, da bo takrat pogoji vredo, da bo pogoji super, da ti dobiš dobro sliko, ne? In seveda poletje je to malo lažje, ne? Hvala Bogu imamo mi tudi lubadar se najbolj širi v spomladanskih pa poletnih mesecih in upaš, da dobiš čim boljšo sliko. No in ko imaš te slike, je bil naš pristop tak, da smo v bistvu za vsak piksel v sliki zgradili nek waveform, torej kako se ta piksel spreminja skozi leta,
in imamo v bistvu časovno mapiran ta piksel skozi zgodovino. Ne? In mi vemo za vsak piksel v sliki, kako se je spreminjal glede na nek spektralni odziv tega piksla. In ti lahko rečeš, ok, zdaj ta piksel, ki ga gledam, je neka odraz neke vlage, ne? In zdaj ta vlaga se skozi zgodovino spreminja, skozi sezone se spreminja. Ne? In zdaj, če mi zaznamo nek pattern, ki v bistvu ni enak kot lansko leto ali pa leta predtem, lahko rečemo, da tu gre za neko anomalijo. In na ta način ta tehnologija deluje. Ne? Se pravi, ti spremljaš neke vzorce, glede na piksle, in proš napovedovati, kaj se bo prediktivno, v bistvu vi skušate potem napovedovati. Ne. Se pa to, torej, čeprav razumem, posnetki, ki že razkrivajo neke anomalije, ne. Tam so se neki napadi že zgodili, ali zakaj vi lahko to razliko v pikslu zaznate? V bistvu zato, ker je tam že nekaj načeto, ali ni nujno? V bistvu tako vedno imaš neko fazo učenja, ne, pa potem neko fazo inferenca, ne, torej te neke predikcije, napovedovanja. Ne. In v fazi učenja mi vedno delamo z nekimi množicami podatkov, ki so označene. Teda v fazi učenja mi vedno vzamemo podatke, ki so že napadeni. Ne. In rečemo, evo, gled, tale piksel je bil napaden, napaden je bil na ta datum, od takrat naprej ga mi smatramo, kot da je napaden. Ne. In na ta način si zgradimo potem vse te vzorce, v bistvu, da je potem ta odstopanja možno spremljati. Ja. In ko imamo to narejeno, pol gremo v proces učenja, ko se model nauči, potem pa mu pokažemo podatke, ki jih on še ni videl. In rečemo, zdaj pa to je pa nek nov piksel, nova slika, zdaj pa ti nam povej, kaj se dogaja. Ne? Če kaj potrebujete za to, vi, ne vem, samo hudo močne računalnike, ali kaj je tu zadaj? Poleg svoje vašega znanja, ki je izjemno verjetno. Ja, v bistvu največ je to, da se ti naučiš delati z temi slikami. Ne? Slika se sliši kot tak zelo enostaven koncept, imaš neko matriko enih pikslov, ampak zares te satelitske slike imajo polno nekih šumov prisotnih. To eliminira, tako praviš, da to znate te šume. Da prideš ti v bistvu do neke uporabnega scenarija, se moraš kar nekaj naučiti, tako domensko o satelitskih posnetkih. Potem je pa tu data science, ne, torej kako učiti modele. Potem pa je zraven tu še domensko razumevanje bioloških procesov. Torej, kaj zdaj sploh povzroča spremembe, ki jih ti gledaš tam v vlagi, recimo. Zakaj prije do tega? Ne? Kak je v bistvu življenjski cikl lubadarja? Ne? Recimo, nas so gozdarji naučili, da ko je drevo napadeno, ne, je mogoče 2 do 3 tedne časa, da ti to gotoviš, ker potem lubadar že zleti ven. Ti ga več pol ne vidiš. On zleti ven, ker on zaleže ta svoja jajčica in potem se to, ne vem, mislim, da v teh vremenskih pogojih je že 3 ali 4 populacije lahko v eni sezoni zletijo ven. Ne? In to se poširi. Ne? In ti moraš biti dovolj hiter, pa se moraš razumeti cel ta biološki razvoj, ki ga pravzaprav gledaš skozi podatke. Take rešitve še ni torej v Evropi. Ogromno je bilo nekih poskusov, ampak vse je tako na nekem akademskem nivoju vedno. Zelo je tako olepšano vse, polno je nekih člankov na to temo, ne? Ampak tako, da bi v produkciji to laufalo na large scale, na celi državi. Tega pa zelo malo, no? Ker je tudi problem zelo težek, pa težko ga je zajeziti, ker imaš ti še zraven polno enih učinkov okolice, ne? Pa dežuje, pa sneg, pa vse to, ne? In je zelo težko narediti en robusten sistem, no? Spet ste se seveda podali v en segment, ki je B2G, ne, torej prodajate. Tako da se nič nismo naučili. Čemu lekcije? Ali pa ste si rekli, da zdaj bo pa verjetno uspela, ne vem. Ampak tu seveda tudi na drugi strani boste imeli države, ne? Ne vem, tako kot so Slovenski državni gozdovi, ali pa ne vem, sklad za ne vem, ne bo verjetno prav enostavno, ne? Nagovarjati kupcev.
strank. Res je, in tudi te, sicer vsi si želimo, ne, ko dobiš eno veliko stranko, da je pač to pol nekako, ne bom rekel zagotovljen posel, ampak vsaj stabilen posel, ne, ampak ti moraš predno dobiš eno tako stranko, moraš v bistvu imeti delujoč produkt. In je zelo težko priti z nekim takim startupovskim MVP-jem, ne, do njih pa reči, mi pa mislimo, da to bo delalo, ne. Give us money. Ne, ti moraš imeti stabilno stvar, dokazano, preverljivo, mogoče celo s kakim peer review člankom, validirano, da so oni pripravljeni iti v tako zgodbo. Ne? Zdaj ne moreva s vami mimo umetne inteligence, kaj to, ti vaši procesi, to je tudi umetna inteligenca ali ne? Ja, seveda, se pravi. Pač govoriš o deep techu, pa o machine learningu, pa vsem, ampak ja, mislim, to je vse tudi AI. Ja, naši ti algoritmi tečejo na nevronskih mrežah, ne? Spodaj je pač arhitektura, ki je tudi v teh pogovornih modelih prisotna, ne? Ni pa zdaj to, veš tako, da bi rekel, da je to kar 1:1 preslikava, ne? Se pravi, to, kar zdaj ti vidiš v ChatGPT-ju, ne, da je to že kar na tem nivoju, ni, ne, to je zelo specifičen AI, se pravi narrow AI, ne, to imamo image processing, imamo nabor nekih pikslov in mi treniramo nevronsko mrežo, da razume te piksle, nič drugega ne znamo razumeti, ne. Ja, ok. Se pravi, v naših pogojih natreniramo, ne. Medtem, ko pač ljudje, ko danes govorijo o AI, govorijo pač o pogovornih modelih. To pa pač drug topic, segment. Ja. Tam pa imamo tudi kar nekaj na prijetu, kar nekaj dela s tem. No, to zdaj malo še dava to agencijsko, kak je danes, to se sliši tako kar trendi, ne? Agencijski biznis, vse se je malo transformiralo v to, kaj to pomeni, kakšne rešitve razvijate po naročilu, konfekcijo ali v katerih segmentih ste tam vse prisotni. Ja, to pač kar lahko poveš. Ja, mi se vidimo, a pa smo prisotni predvsem na nekem tem povezovanju IoT naprav, senzorike, proizvodnih naprav do uporabnikov. Se pravi, mi nekako ponavadi v vseh projektih gradimo nek most med tema dvema. Bodi si, da se povežejo naprave, se zapisujejo podatki v neke baze podatkov in potem predstavimo nek BI, neko poslovno analitiko uporabniku, ali pa zgradimo neko dodano vrednost skozi neko aplikacijo na tem. Delamo v industrijah zelo široko, delamo z Novartisom v farmaciji, Nordijski center Planica sem že prej omenil, delamo tudi nekaj z večjimi kmetijskimi podjetji. Tako da imamo od farmacije, kmetijstva, gradbeništva. V gradbeništvu smo naredili en zelo dober projekt, ko smo dobili tudi nagrado gospodarske zbornice zanj. To je zelo široko, ampak ponavadi je vedno povezava med softverom in hardverom. Čem se razlikujete recimo od konkurence? Ne vem, kaj je to, kar je neka vaša edinstvena prednost? Ja, se veš, v agencijskem delu je zelo težko govoriti o nekih konkurenčnih prednostih, ne. Mislim, že segmenti mogoče so, v katerih ste prisotni, kar verjetno. Tako, treba je ponovadi pri agencijskem delu, vsakemu svetujem, ko mene sprašajo za nasvet, ne, kaj priporočaš, ne, rečem vedno poglej reference, kdo je že naredil kaj podobnega, kar ti iščeš, ne. In mi smo pač na določenih, rečemo temu, tehnoloških usmeritvah zelo dobri, poznamo, imamo neke tehnologije, s katerimi delamo, real-time prenos podatkov, povezovanje naprav do uporabnikov, zgradnje aplikacij, v tem smo zelo dobri in da bi rekel, konkurenčna prednost je ponavadi tudi to, da ne, ti znaš stranko pripeljati do zahtev. Ne. Včasih pride stranka do tebe in sploh ne ve, kaj bi rada, in da ti znaš pripraviti v bistvu ta prvi del, da znaš z njo prehoditi skupaj, ne, da prideš do čim bolj nekih smotrnih zahtev, torej da ima smisel, da je ROI zadaj, da veš, zakaj to delaš, da ne, je dodana vrednost zadaj.
ta del jaz mislim, da zelo dobro opravimo. Ne? In tudi včasih rečemo tudi komu ne, ali pa gled, to nima smisla, ali pa tam le imaš, pa idi pa kupi, ker to že obstaja na trgu. Ja, brez veze, da bi vi to še enkrat razvijali. Tako. Super, zanimivo. A se ta nabor segmentov, kjer ste prisotni, še širi, ali ste zdaj nekako zadovoljni tu, kjer ste pa? Ja, zdaj z umetno inteligenco se to v bistvu zelo hitro širi. Ne? Zdaj ne moreš mimo tega, da je ne bi uporabljal. Mi zdaj praktično v vsakem projektu že to tudi za naročnike probamo vključiti noter na tak ali pa drugačen način. Okay. Smo pa tudi začeli v bistvu neke lastne mikroprodukte razvijati in imamo po moje vsaj 4, če ne 5 nekih mikroproduktov, ki jih zdaj le noter v firmi delamo in so izhajali iz naših lastnih potreb, ne? Od računovodstva do obdelave nekih naročilnic računov, pogodb, analizo tenderjev, tako da v bistvu ta doba, v kateri zdaj smo, nam pač nas ne pusti, da bi stali na miru ali pa recimo delali neki status quo, zaradi ker je bil taki unlock in v podjetništvu in v tehnologiji, da pač smo tudi mi razširili recimo svoj portfelj. Kam misliš, da to šlo recimo? Ne vem, tak zdaj res unlock se mi zdi res tak super. Zelo povedni izraz za to, kar se nam je zgodilo. Ne? Se nam še verjetno ni čisto jasno, ampak tako hitro se dogaja, da komaj uspemo slediti vsemu. Ne? Se to verjetno tudi vi imate neki izziv. Ja. Veš, tako se pogovarjamo s podjetniki, reče, gled, ne vem, to, kar je danes aktualno, ni da bo jutri, dobesedno, danes, jutri, ali pa zaposlujemo ljudi za en teden, ker pač ne vemo, če jih bomo še čez en teden potrebovali. Ne? Mislim, kam to gre, kje prijemo do neke točke streznitve, ne? Daleč je šlo, mogoče predaleč, ne vem. Ja, jaz tudi nisem zagovornik tega, da dajmo zdaj regulirati vse, kaj je možno, pa AI nam gate pere in naše otroke uči in vse to, ne. Jaz nisem zagovornik tega, ne? Jaz tudi mislim, da mora biti neko zdravo razmerje. Ne? Kam to pelje? Jaz mislim, da škarje se bojo še bolj raztegnile v smislu tega, da oni, ko so podjetni, pa oni, ko že zdaj zelo dobro delajo, bojo zdaj še več delali, ne? Oni, ko pa pač ne, pa ne. In bojo te razlike postale še večje. In to jaz mislim, da neizogibno. Je pa zdaj pač tak moment, kjer res lahko vsak že nekaj zaštarta, vsak je malo bolj podjeten ali pa ima kako željo, lahko že nekaj zaštarta. Na eni strani je to za nas na nek način problem, ne? Ker že vsaki drugi je zdaj programer, že nekaj z vibe koda, pa že reče, jaz pa obvladam, ne? Po drugi strani pa se prav, ne? Pač, če hočeš nekaj dostaviti, se moraš naučiti in pač, če tista stvar ne dobro delala, se boš naučil, to je vse podjetniška pot, pač moraš malo klofute dobivati levo desno, ne? Ampak se mi zdi dober unlock tudi za podjetništvo, torej, da je zdaj pravi moment, da vstopiš, ne? Ti si tudi podjetniški mentor, imaš seveda več kot dovolj izkušenj za to, da si to lahko kaj opažaš. Pomenjaš seveda mlade pa biznis, kak te generacije zdaj pristopajo k poslu, ne? Sploh mogoče zdaj v tem zadnjem momentu, ko se pogovarjamo o tem odklepu, ne? Znamenitem odklepu, tudi umetne inteligence, pa tega, kaj ti opažaš, ne vem, kak je bilo, zdaj si že kar nekaj let tudi v mentorstvu, mislim, prisoten, pa kaj se je bistvenega spremenilo v zadnjem času? Pa kakva je ta popotnica tak za neko startup okolje, podjetniško okolje? To me zanima. Zdaj, ne opažam, da bi se bistveno več ljudi odločalo za podjetništvo. Tega jaz direktno ne opažam. Ne. Res je, da nisem strokovnjak, pa nimam podatkov o tem, ampak tak iz mojih izkušenj ne opažam, da bi se jih ful več odločilo za podjetništvo, tako da ne morem
reči, da je to zdaj bil neki push tudi za mlade. Ne? Tako sem že rekel, se mi zdi priložnost zdaj izjemna. V primerjavi z recimo tem, kar je bilo 5 let nazaj, 5 let nazaj pa do danes, 5 let nazaj zaštartati podjetje, si mogel računovodstvo malo vedeti, si mogel malo se naučiti to, kako ponudbo napisati, kaj je sploh mail primeren za poslati ven, kako firme najti, to ti zdaj že vse lahko umetna inteligenca pomaga. Ampak kaj ni dobro, da so to ljudje malo se priučili, pa malo vedeli, ne vem. Veš, mislim, zdaj smo tak trotl ziher, recimo, ne. Vsak zdaj lahko vse po tem takem, ne, če bomo rekli, pa v resnici pa noben nič ne zna, ne, recimo, če že. Mislim, to me skrbi mogoče bolj, ne. Ja, res je. Smo v neki taki obdobju nekih hitrih rešitev, pa hitrih receptov, 5-step programov in definitivno se bo stvar zasičila. Tudi če gledam malo, spremljam malo socialna omrežja, sploh ne veš več, kaj je AI generated, pa kaj ni, ne. In zdaj tak, jaz sem prepričan, da bo še več tega, ne, da bo še več kontenta, z optimizacijo dela, pa z avtomatizacijo, ljudje imajo tudi manj dela, ne. Tak, realno gledano, ne, pač ti zdaj seveda. Daš neke četo za narediti, pa mogoče si postal bolj produktiven, ne, in zaradi tega lahko mogoče dva videa več pogledaš, ne, na Instagramu, ne. In se mi zdi, da consumption, ne, ali pa spremljanje teh nekih objav, ne, bo šel samo gor, zdaj pa kvaliteta teh objav pa je že zdaj vprašljiva, tako da ne vem čisto točno, kam to, kje je zdaj asimptota, ne, kje se bo to začelo upočasnjevati. No, to me zanima, ne, ali bo prišel ta trenutek streznitve, pa bo pol neka konsolidacija tega vsega, pa bomo rekli, gled, itak je brez veze, vrednosti nobene, veš, dajmo nehati s tem, recimo. Jaz mislim, da ne, ker kapital, ki je zadaj, je premočen, da bi to opustil, da se to ustavi. Ker ima prevelik interes zadaj. Govorimo pač seveda velikih ameriških hyperscalerjih in oni ne bojo pustili. Interes je to, da nas držijo tam, v teh svojih sferah, v bistvu. Tako je, da prodajajo to zgodbo, AI je tu, da nas reši, pozdrav Boraka, ne, čeprav zdaj smo že 3 leta noter, pa še vedno ni neke tabletke. Ne. In pač oni pač prodajajo to zgodbo, da nas bo rešil, ne. Vse so neki marginal improvements, ne. Ampak ljudje to porabijo zato, da pogledajo še en video več. Ne. Ni zdaj lifestyle change v tem smislu. Ne. Razen za podjetne, ne. Za podjetni pa lahko, to, kar sem prej omenil, ne, pa lahko skoristiš to v svoj prid, da moče zaštartaš nek biznis hitreje, pa tak, ne. To nek performance ti da v bistvu, ne, ker nekaj pravi na mesto tebe, ti pa res lahko kvalitetno že nekaj vložiš, pa čas v bistvu, ne, ki je na voljo. Tako da, malo bomo še počakali, se hitro odvija, čas hitro teče, tako da bomo videli. V bistvu, da nam to še pove, kako pomembna je ekipa, ti seveda govoriš o ekipi, nenehno si v ekipah, pa si rekel, pomalo smo se nabrali, pa notranji, pa zunanji, pa to, ko govorimo o teh tehnoloških rešitvah, ali pa sicer na splošno v podjetništvu, v bistvu, ne, pogosto slišimo ekipa, vse, kakva je tvoja izkušnja? Pač probaš si najti ljudi, s katerimi rad delaš, s katerimi si rad ne da rad delaš, da preživljaš čas z njimi, no. Vseeno je to, so to ljudje, ko pač preživiš več časa z njimi, ko z ženo pa z otroci, ne, na koncu. In jaz pravim vedno tako zastaviti ali pa iti v sodelovanje z nekom, ko je cultural fit, pa ne zato, da bi ne govorimo nekih kumbaya, cultural fit, ampak tak, da se ti neke ključne vrednote poklopijo, ne, na obeh straneh. Ne. In tudi ni toliko spet pomembno, da vsak vse zna, ne, ker spet v dobi AI se lahko izredno hitro
Priučiš. Prideš up to speed, ne. Bolje je pomembno to, da imaš prav mentaliteto, ne, da si pripravljen delati, ko je treba delati, da imaš, da si zadovoljen s tem, da pokažeš na koncu nek rezultat, ne. Tako, no, tudi probamo se poalajnati vedno v nekih vrednotah. In do zdaj se je to izšlo, v redu, se je potrdilo. To se pač najboljše obrestuje na dolgi rok, ne. Ker če gledaš sam skill, pa če gledaš sam neke pretekle izkušnje, hitro priješ do nekih pol konfliktnih situacij, ki se pol pač tiho nabirajo, pa se ne povejo, so neizrečene in pol je vsem težko. Ne? In najtežje pa je pol prekiniti z nekom, ne? In to je tudi v bistvu največji skill, ki ga mora vodja imeti, da zna prekiniti z nekom, ki recimo slabo vpliva na ekipo, ne? Ti znaš to? Ne vem rekel, da znam, ampak se potrudiš. Ja. Mislim, da nisem v tem najboljši. Nikoli. Vsem ne moreš biti najboljši. Ja, to so neprijetne stvari pa okoliščina, ampak verjetno tako praviš, prav tudi, da se to čim prej zgodi, ko da se stvari ne nabirajo, ne, pa da se to sproti razčiščuje. Imate vi rekel si, da delate tak zelo random, ne, recimo malo v pisarni, pa na daljavo, pa da pač odvisno, kdo prihaja in kdaj prihaja v pisarno. Je to neka dobra oblika v bistvu, ali kaj je ključno, kolikokrat se morate posinhronizirati, videti, da ste res vsi na kupu ali pa pač povezani online, zato da lahko zadeve dobro funkcionirajo? Ja, mi imamo tak hibridni model, no. Enkrat na teden se vsi dobimo v pisarnah, ostalo pa nekako smo razdeljeni, no. Nismo nikoli vsi v pisarnah, razen enkrat. Za nas to pač špila v redu. Poznam firme, ki ne delajo tega, poznam firme, ki so 100% remote, treba najti model, ki špila. Zdaj, jaz mislim, da če si 100% remote, imaš slejko prej se ljudje oddalijo in meni noben ne more povedati, da je isto dobro performa ekipa, ki je 100% remote, v primerjavi z ono, ko je 100% v ofisu. Jaz tega ne verjamem. Če bilo po moje, bi bili pri nas vsi 100% v ofisu, ampak mi pač imamo to nek dogovor, širši konsens z celo ekipo, pravimo pač tudi upoštevati želje in ne moreš iti proti temu, ne. Ampak jaz sem prepričan, da če si ti na kupu, pa daš glave skup, da bistveno hitreje rešuješ stvari. Tudi pretok informacij, pa pač energija, čutiš nekaj, se mi zdi. Ja. Ti hodiš vsak dan v pisarno? Ja. Ja. Razumem pa, da je to nek moderni način dela, ne. Pa tudi, da ni nujno, da če si v pisarni už več naredil, ker je pa tudi po drugi strani več motilnih dejavnikov lahko, ne, prisotnih. Tako da treba imeti dober model, pri nas je pač tak, da je vse performance-based in če sem jaz na enem projektu, jaz bom itak vedel, kdo performa, kdo ne performa, kaj se je naredilo in zares ni potrebe, da bi sam zaradi tega, da jaz vem, da nekdo dela, bil v ofisu. To je zastarela logika, ne. Uspete kljub temu recimo graditi neko kulturo v podjetju? Kaj misliš kulturo? Kaj so mogoče te neke vaše vrednote, kaj je to, da to, kar vas nekako enotno tudi mogoče navzven ali pa navznoter identificira, ne, recimo. Je to mogoče tudi v enem takem hibridnem modelu, da vsi nekako zasledujete iste vrednote, cilje itak morate zasledovati iste, ne, ampak tudi mogoče po vrednotah bolj. Je to mogoče? Ne vem, ali pa če imate kakšne posebne prijeme za to, recimo? Tako, da bi specifično se s tem ful ukvarjali se, ne? Mogoče bi mogli tudi mi kaj več delati na tem, ampak to je vedno tako, dokler te ne doleti neka taka, ne,
stvar streznitvena, ne vem, da mogoče prej kakšna odpoved, pa ne, zaradi posledic kulture, ne, ali pa pomanjkanje le-te, ne, ne razmišljaš o tem, ne, tako da jaz osebno nisem kaj dosti razmišljal še o tem. Se mi zdi pa, da je tako, veš, da je velika razlika med tem, če imaš ti storitveno podjetje, kjer delaš, kjer praktično prodajaš svoj čas, ali pa če imaš produktno podjetje, kjer je že sama neka misija produkta skoncentrirana v eno zvezdo Severnico, ne. Veš, imaš eno stvar, na kjer delaš, tole moramo spraviti na trg, ne vem, taki so naši cilji. Veš, je zelo lažje te neke milestone definirati pol ekipi, pa tudi neko misijo pa kulturo s tem graditi, ne. Medtem, ko če delaš pač storitveno, greš iz projekta v projekt, probaš se v vsakem projektu nekaj naučiti, narediš neko refleksijo za nazaj, kje smo bili dobri, kje smo bili slabi, se praviš improvati in to je to, ne. Pa vzporedno s tem, pa hojiš na team building. Tudi team buildingi so cela znanost, gledaj, ampak dobro. Kaj tebe še po vseh teh letih motivira? V podjetništvu, recimo. Ne vem, se mi zdi, da je še vedno ful stvari, ki jih ne znam ali pa jih še nisem probal. Jaz sem itak težava, da ful prehitro skačem iz ene ideje na drugo. Recimo, kaj me motivira trenutno je, da zdaj pač delamo en produkt za B2C market, ne? In mi je to tako exciting, ker še nikoli nisem bil v tej vlogi. In so pač, na B2C so pač malo... Da bi delal za končnega. Ja, okay. Se pravi, da delaš za maso, ne? Ja. Torej, da nimaš zadaj ene firme, za katero moraš nekaj ponaročilno narediti, ampak da delaš v bistvu za maso, ne? In tam moraš pač poznati svojega uporabnika, kdo je ta skupina, katero naslavljaš. Tak, to mi je trenutno tak zelo zanimiv del. Cool. Poleg vsega ostalega. Kaj bi recimo mlajšemu sebi svetoval zdaj že po tolikih letih, sebi pri 20-ih, s temi izkušnjami, ki jih imaš danes? Da naj bo malo manj aroganten. Opa. Ja. Da naj malo hitreje začnem razmišljati o podjetništvu. Še hitreje, pa ti si tak že bil, čeprav si bil dolgo v akademskem okolju v bistvu, ne? Jaz sem bil zelo dolgo na faksu, ne? Ja. In tam je taka neka toplina, veš, in udobje, ne? Ja. Ne, ampak se tudi tisto okolje je ključno, ne, za vse, po moje, kar imamo, vse, to je pač en del mozaika. Je, pa ni vse, opa. Nikoli ne moreš... Rezali. Še rezalo. Šta je da rezal? Sorry. Te Blaž bo začel znova, ne? Kaj moraš dati na tiho telefon, ko priješ na pot? Viš, celo življenje se učimo. Noben mi ni povedal. Tu bomo zdaj imeli tako lučko, veš, ko ono tako je za aplauz, pa to, da tiho dajte, ali pa ko imaš pred gledališko predstavo, tam prosimo, da tiše. Podcast bom ton. Ja, veš, tak zapovedi, ono. Če hočeš spiti ta viski, najprej daj na tiho telefon. Dobro, kaj smo pri okolju? Jaz sem vprašal v bistvu, ne, si bil dolgo v akademskem okolju, tam ti si pa pol začel, ja, da je tam udobno. Ja, ampak da je ključno tudi tisto okolje v bistvu, ne. Ja, seveda, ti pač kot oseba si pač produkt vseh svojih izkušenj, znanj, ki jih pridobiš skozi življenje. To je dejstvo. Meni se sam zdi, da sem bil malo predolgo v akademskem, ali pa rečemo temu v tem učnem procesu svojega življenja, ker pač ti se izobražuješ in popriješ do doktorata in si pa tako, ok, what's next, ne. Medtem ko, zdaj ko gledam mlade, ne, ko recimo eni že pred 20 letih začnejo s kakim podjetjem, pa so izredno uspešni, ne. In gledam sebe, recimo, ki mogoče so
oni so bolj uspešni kot jaz, ker sem zdaj, ne, pa pomislim, zdaj ta znanja, ki sem jih jaz dobil, na tehnološkem področju mogoče sem nekaj pridobil, ampak zares, ne, imaš vodenje ekipe, imaš poslovne modele, ne, to so v bistvu vse stvari, ki niso tako vezane na znanje, ki ga ti pridobiš na fakulteti, ne. In bi si mogoče svetoval, da bi prej začel ta znanja iz realnega sveta pridobivati, pa da bi se prej malo izpostavil neki podjetniški ideji. Super, dragocena popotnica, verjamem. Pred koncem smo, zadnje vprašanje, ki je enako za vse naše goste. To je pa, kaj je bila neka lekcija, pa mogoče je bila napaka, ne vem, izkušnja, ki se je zdela kot nekako najbolj usodna, mogoče na tvoji poti, ampak se je kasneje izkazala za izjemno dragoceno lekcijo, ki ti je pač, se spomniš kakega takega momenta. Da moram malo razmisliti. Daj si bil mogoče, ne vem, razočaran, pa zakaj pa, mislim, verjetno, ne vem, ali verjameš, da je vsaka stvar za nekaj tudi dobra. Verjetno so, verjamem pa, da na podjetniški poti dosti takih momentov, ali pa, ne vem, si kdaj že hotel nehati? Si kdaj mislil, zakaj nisem stal v laboratoriju? Ja, zdaj na podjetniški poti se dosti krat srečaš z takimi vprašanji. Napak je ogromno. Zdaj največjo iskati med to poplavo teh napak, ki jih narediš, je mogoče malo nehvaležna naloga. Za ene zveš prej, mogoče ne spoznaš, da so bile napake, ene verjetno pa so, če prepozno gotoviš, verjetno lahko malo bolj usodne, ne? Ne vem, če to sploh, veš, to niti ni pomembno. Napake boš delal, pač jaz sem sprijaznjen s tem, da napake se dogajajo, in zdaj na eno napako se recimo sklicevati ali pa gledati, ne, nima smisla, ne. Ti moraš v bistvu imeti sistem, kako se iz teh napak učiti. In, ne. Ti imaš en sistem, si že razvil skozi leta, recimo. So mi pomagali tudi drugi, da sem to osvojil, ampak, ne, veš, ta mentaliteta, ne, Američani temu pravijo growth mindset, ne, pa ne fixed mindset, torej da ti se sprijazniš s tem, da si naredil napako, da nekaj ni šlo po načrtih in da to spustiš in rečeš, what's next, gremo naprej, kaj se iz tega naučim, da se ne preveč na te napake oklepaš ali pa jih obžaluješ, ne, ampak da enostavno greš naprej, ne. To je, mislim, da bolj pomembno kot to, da ti se sklicuješ na svoje napake, da praviš čim hitreje jih uporabiti svoje koristno. Super, tudi to je dragocena popotnica, verjamem, torej razvit sistem, kako upravljati z napakami, iti brez njih neobremenjeno naprej, tako da Blaž Jakopin, hvala, uspešno, najboljše naprej, ne, verjamem, da bo pestro in zanimivo in z napakami, lekcijami, kakorkoli, predvsem pa z uspehi naprej. Hvala seveda tudi za pozornost pri poslušanju te epizode. Ne pozabite se naročiti na podcast, da ne boste zamudili nobene od naslednjih epizod in do naslednjič naj bo uspešno.